Spoštovano občestvo, lep pozdrav. Tož direkt. Tokratna tema je sneg. Na spletu se pojavlja ogromno videov, kjer ljudje prikazujejo, kako ta sneg, ki je v nekaj dneh zapadel v tako izdatnih količinah, dejansko ni voden in ga segrevajo z vžigalniki in ognjem in komentirajo, da skoraj da ne spušča vode in da smrdi. Zato sem se odpravil v gozd. To je kraj Zgornji Velovlek, občina Destrnik, kjer bom direkt na lokaciji preveril, kakšna je situacija tukaj. Občutek imam, da je to sneg, ki pod pogoji gori. Tako sedaj, verjetno se na kameri vidi morda delno drugače, ampak tako se mi zdi, kot da bi kuril plastiko. Kot vidite, je tukaj črno. Poskušamo še tukaj. Dobro, tukaj nekaj vode je, zato ker je to zamrznjen dež. Zato je nam v interesu, da analiziramo sneg, ki ni zamrznjen z ledeno plastjo zaradi dežja. To pa je tukaj spet. Spoštovani, dejal bi tako, da je zadeva dejansko zanimiva. Vedeti je treba, da moj vžigalnik sam po sebi ne izloča toliko saj. Jasno, da del saj pride tudi od vžigalnika, povsem razumljivo, ampak vem, da toliko saj od vžigalnika ni. Tukaj imamo sneg. Ja, tako bi dejal, da česa takšnega tudi jaz še nisem videl in da ta sneg gori stran kot nekakšna plastika.
To, kar vidimo in slišimo po tleh, to je zamrznjena plast, kot rečeno, zaradi dežja. Tako da nekaj vode seveda je zraven. V primerjavi z videi na spletu, jaz tega snega ne stisnem v kepo, ampak ga kurim kar tako, kot je v naravi. Se pravi, vzemimo kljub temu za primer nekaj snega, oblikovanega v kepo, oziroma stisnjenega skupaj. Poglejte to. Spoštovano občestvo, poglejte to. Neposreden učinek plamena, kot da bi se greval kristal. Pa ni sedaj -10 ali pa -20, da se razumemo. Ja, po tem laičnem eksperimentu lahko kljub temu rečemo, da nas biološki terorizem dejansko napada povsem očitno in da ni možno skriti, kar se dogaja. Kdor ne verjame videom, naj proba sam. To je umetni sneg. To je sneg, ki je očitno bil generiran z določenimi kemikalijami in ki se obnaša drugače, kot se obnaša sneg, ki ga poznamo od matere narave. Še en prikaz več, v kako bizarnem svetu živimo. Na nek način šokiran, po drugi strani pa niti ne, ker je jasno, kaj se dogaja. Zato lahko samo rečem, uprimo se uničevanju planeta. 1. februar okrog 16:37 za evidenco datuma. Leto pa 2014 po kristjanskem koledarju, za tiste, ki verjamete, da je Jezus bil rojen takrat.